pozdrav in dobrodošli v še enem videu, kjer raziskujemo kriptoprojekte, kakšna investicija dejansko so. No in tokrat se je na tapeti znašel XDC oziroma XDC Network. No, dajmo si najprej pogledati, kaj ta projekt sploh je. Imam tukaj zapiske že urejene. XDC Network je odprtokodni blockchain protokol na poslovni ravni. Kot veriga združljiva z EVM in s podporo za pametne pogodbe je idealna za revolucionalizacijo, decentralizacijo in povečevanje likvidnosti v industriji trgovinskega financiranja prek tokenizacije resničnih sredstev in finančnih instrumentov. Kar poln stavek. XDC Network je prelomna blockchain tehnologija, ki se ponaša z izjemno hitrostjo, skalabilnostjo, nizkimi provizijami in vojaško stopnjo varnosti. S pomočjo XDC Network lahko podjetja izboljšajo shranjevanje podatkov, izmenjavo informacij ter prenos sredstev na bolj učinkovit in varen način. Torej, zelo zanimivo. No in smo že pri prvi sekciji, kjer pregledujemo jasnost in cilj projekta, vpliv na industrijo in seveda jasnost bele knjige. Tako da dajmo si kar pogledati njihovo spletno stran. In tukaj moram reči, da njihova spletna stran mi je zelo všeč, tudi takoj obrazložijo, o čem se gre tale projekt, kar mi je zelo, zelo všeč. Tudi bela knjiga, tukaj, kot vidimo, imajo zelo lepo razčlenjeno in tudi na dolgo in široko zelo lepo obrazložijo. Kot vemo, pred kakršnokoli investicijo si je treba prebrati tudi belo knjigo. Tako da prva sekcija, ocena, dobijo vseh 15 točk od 15. Seveda jasnost cilja projekta, tukaj je popolnoma jasno vse, tudi cilja na realno industrijo in pa bela knjiga je zelo dobro napisana. Naprej imamo sekcijo ekipa in podpora. Kakšna je ekipa, kakšna znanja ima in kdo je morda že podprl ta projekt. No, to vse si lahko pogledamo na spletni strani cryptorank.io, tukaj v zavihku Team, torej najprej si bomo ogledali ekipo in vidimo, da imamo 3 co-founderje. To so Atul Kekade, Ritesh Kakat in Peter Yeo. Pa dajmo si pogledati najprej Atula, kakšna znanja kaj ima. Bomo šli kar pod njegova znanja. In vidimo, da ima kar nekaj izkušenj. Torej, seveda XDC Foundation, to je tudi ta zadnje. Prej je delal Xinfin, hybrid blockchain, tako da vsekakor znanja, kar se tiče blockchaina, tukaj je. Pa TradeFinex se je že prej ukvarjal s tokenizacijo, pa prej je še delal na XVC Tech in tako naprej. Ima kar precej znanja, moram reči. Dajmo si pogledati še Ritesh Kakat. Poglejmo dol pod izkušnje, torej XVC, seveda, tudi on je bil na Xinfin, kjer je že delal na open source hybrid blockchainu, Airnets, Open Platform, Insoft Systems, ja, tudi tukaj znanja vsekakor je. Poglejmo še Peter Yeo oziroma Peter Yeo. Pridimo dol pod izkušnje. Torej, founder na več projektih, pa predtem je delal tudi na cloud mining, je pa bil founder v več projektih. Tako da, kar se tiče ekipe, tukaj znanje vsekakor je.
In pa, kar se tiče financiranja in podpore, zdaj tukaj nimamo zavihka glede financiranja, sem pa našel na Googlu, da v ta projekt so do zdaj investirala podjetja kot so GTR Ventures, LDA Capital, Universal Capital in West Labs, ki so pač investirali v ta projekt XDC Network. Tako da tudi financiranje in podpora je tukaj ok, tako da za to drugo sekcijo dobijo vseh 15 točk od možnih 15. Naprej imamo tretjo sekcijo, blockchain in žeton, torej zakaj uporabljati blockchain in kakšna je vloga žetona, in tukaj smo že takoj na začetku videli, da blockchain je vsekakor upravičen in tudi uporaba žetona je vsekakor upravičena, tako da tukaj dobijo 10 točk od vseh možnih 10. Zdaj, malček se je zakompliciralo pri četrti sekciji in to je napredek in cilji. To je o tem, kako obveščajo, kar se tiče napredkov, kaj so do zdaj naredili in kakšni so njihovi cilji za naprej. Zdaj, kar se tiče tega projekta, nisem našel nekaj dosti, nimajo niti bloga, kolikor vidim, imajo pa tukaj stran, kjer imajo napisano zgodovino projekta, ampak to se meni enostavno ne zdi dovolj. Sem tudi iskal drugot, pa nisem našel, ponavadi smo vajeni, da imajo vsaj blog ali pa pri kakšnih drugih projektih, kjer pač napovejo, kaj vse bodo delali in potem tudi prikažejo, kakšen je proces in koliko daleč so v tem procesu. Tako da tukaj za ta četrti segment žal dobijo 0 točk od možnih 5. In naprej peti segment je tehnična analiza, kjer si malček pogledamo cenovno gibanje in to si lahko pogledamo tudi kar tukaj na cryptorank.io. Gremo malček dol in imamo tale graf, tako da trend vidimo, da je navzgor, pa dodajmo še indikator RSI, tako da vidimo, če nam kaj prikazuje. Dajmo to stran. Zdaj stvar je taka. Tukaj imamo eno zelo lepo trend linijo, ki jo trenutno lepo držimo, torej trend je navzgor. Imamo tudi skrito bikovsko divergenco, tukaj imamo eno dno pri RSI in smo naredili nižje dno, medtem ko tukaj vidimo dno in pa višje dno. In kot vemo, skrita bikovska divergenca ponavadi pomeni, da bomo lahko imeli nadaljevanje rasti. Je pa treba tudi malček paziti, kar se tiče gibanja cene in tudi druge divergence. Tukaj imamo vrh in pa višji vrh, medtem ko RSI je naredil tukaj vrh in pa nižji vrh. Ampak glede na to, da imamo skrito bikovsko divergenco, mi to rast lahko še vedno nadaljujemo in tudi rastemo navkljub medvedji divergenci. Tako da to bo vsekakor za spremljati. Zdaj cenovno bo treba tudi tole paziti, očitno se nam dela naraščajoči, razširjajoči klin, ki je medvedji vzorec. Pozabil sem še pokazati volumen in likvidnost. Tukaj sicer vidimo, da so na nekaterih večjih menjalnicah, ampak volumen niti ni tako velik. Mislim, še vedno je kar velik, ampak navajeni smo večjih volumnov. Tako da za tehnično analizo, ta naš peti segment, dobi tale projekt 13 točk od vseh možnih 15. Zdaj imamo pozitiven trend, močen zagon, tudi RSI kaže na bikovsko razpoloženje, bo pa vseeno treba paziti na medvedjo divergenco. In kar se tiče volumna, zmeren volumen ima tale kripto projekt. In naprej
imamo sentiment, kako veliko skupnost imajo in koliko je angažirano. No in to lahko preverimo kar na njihovi spletni strani, če gremo kar v footer, ponavadi preverimo X, koliko sledilcev imajo tukaj in vidimo, da imajo 34.000 sledilcev. Zdaj ni neka ogromna številka, kot smo vajeni pri kakšnih drugih projektih, ampak je še vedno velika. Tako številko je le težko za dosežiti. Zdaj poglejmo si še morda, tukaj sem opazil, da imajo YouTube, no tukaj imajo pa malček čez 1000 sledilcev, tako da ni kaj dosti, ampak na X-u jih imajo še kar precej. Zdaj tudi kar se tiče adopcije, moramo tukaj upoštevati, da je to mlad projekt, tako da kar se tiče adopcije bo moral še kar nekaj narediti in za ta 6. segment dobi 8 točk od vseh možnih 10. Torej, ima angažirano skupnost, ampak bo moral delati še na adopciji. In na to imamo certik varnostno preverjanje. Tukaj se je že marsikateremu projektu zakompliciralo, da vidimo, kako gre kaj XDC-ju. No in vidimo, da oceno imajo zelo lepo in imajo narejeno tudi revizijo, kar je super. Ampak, ko pogledamo tukaj spodaj, vidimo, da so imeli kar precej enih težav in sicer jih rešujejo, ampak očitno sproti niso vseh še rešili. Tukaj vidimo kritične, volatilna koda, našli so jih 8, rešili so jih 7, torej ena ostaja še nerešena, pa velika težava, 2 so našli, rešili so eno, potem je take srednja težava, našli so jih 6 in rešili so 2. Je pa ta projekt sicer zelo visoko uvrščen na leaderboard lestvici. Tako da vseh možnih točk v certik varnostnemu preverjanju, torej vse možne točke, ki so jih dosegli, je 16 točk od 25. Torej, revizijo imajo upravljeno uspešno, ampak ostajajo nekatere težave, ki jih še niso rešili in jih bodo morali. Tako da skupna ocena tegale kriptoprojekta je 77 od 100, kar ga uvršča kar precej visoko in to je med dobro, vendar lahko povzroči manjše pomisleke. Tako, povejte mi, kaj si vi mislite o tem projektu. Vsekakor se priporočamo za kakšen všeček, seveda tudi komentarje spodaj. In seveda ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne boste zamudili naše naslednje raziskave. Zdaj, te raziskave ponavadi trajajo precej časa, jaz na te videe pridem že pripravljen, zato je tudi vse krajše. Ampak kar povejte mi svoje mnenje in se vidimo v naslednjem videu.